Pozdravljeni v novi oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matjaž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matjaž. No, tole je bil že drugi napovednik, prvega sem odrezal. Malo za smeh v začetka. Robi, danes smo v bistvu enih par zanimivih stvari, pa vse takšne, v bistvu, ki bo preteklo še nekaj časa, zato da bodo vsi ostali lahko to malo pregledali, morda tudi kaj pogledali, video posnetke, če bodo bolj javno dostopni, tudi tistim, ki niso naročeni, oziroma niso del Bilnik Smarta. Ampak za začetek imam pa eno novico in to je, da je pred kratkim prišel mail, da so objavljeni video posnetki prejšnje CBIM konference. Robi, si opazil? Sem opazil. In moram reči, pustimo zdaj to, da je to trajalo, 5 mesecev, ampak v redu, super. Ampak hočem reči naslednje, da jaz sem z veseljem še kakšno stvar pogledal, ker takrat mogoče tako sem sam z enim očesom ti zgledal, razmišljal zdravo nekaj tretjega. Tukaj pa pri teh, ki so pa naprej posneti, oziroma so zdaj posnetki naloženi na YouTube, pa bo jasno to polinkala, pa pozvala poslušalce tudi, lahko pritisnete tiste gumbe tam gor na YouTube. Zaenkrat vidim, da sta dva naročena na združenje CBIM kanal na YouTube, tako da najbrž bo hitrej do sto prišlo kot midva. No, ampak hočem reči, da je super zadeva, da se da takole za nazaj nekaj pogledati. Ja, jaz sem takrat vem, da sem imel neke vaje, pa nisem mogel sploh vsega gledati in sem zdaj sigurno za nazaj pogledal. No, naslednji tak del, oziroma skoraj s tem povezano je pa tudi v bistvu, pa ne vem, kako sem to zvedel sploh, tudi je mail prišel, je Ksenija nekaj pošiljala, ali si pa tudi ti že nekje dobu prej, In to je neko evropsko poročilo o stanju v gradbenem sektorju v Sloveniji. Ja, to je tudi prišel v bistvu prek CBIM-a, pa mislim, da sem pa ti jaz poslal naprej, da ne bi spregledal. Je pa v bistvu eno, kaj je to, od Evropske komisije, Ja, dobro, zdaj tam gor je datum oktober 2020, ampak dobro, kar pomeni, da je še sveže, čist. In je v bistvu narejen tak prerez gradbene industrije, gradbene panoge v Sloveniji od 2010 do 2019. Ja, tako za zadnje desetletje, in so te številke zelo zanimive, ker ravno takrat je bilo gradbeništvo v bistvu na najnižji točki, v samostojni Sloveniji. Zdaj se pa vidi, kako se je začel dvigovati, ampak ne na vseh področjih, to je meni bilo najbolj zanimivo. Pa mogoče, kar imaš številke povedati. Mislim, da si bil bolj priden pri tem in si tele številke bolj pogledal kot jaz. Tako da je impresioniraj nas s kakšnimi številkami koliko smo zrastali. Ja, koliko smo zrastali. To je zdaj tako, odvisno zdaj kaj. Gledaš produktivnost, ali število podjetij, ali to je tako. Mislim, jaz bi tako rekel, meni je bilo ful zanimivo to, ko sem videl, da je od 2010 do 2019 narastel število teh pravnih oseb, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, tako kar za 20%. To je tisto, mislim, zakaj me to zanima, ker je to tisto, čimer sem se tudi ukvarjal pri svoji doktorski nalogi, ker število raste, ampak grem staviti, da je raste število SP-ov, pa manjših podjetij, ne pa velikih firm, Pa še to, če te smem prekiniti, mogoče je ta številka povezana s tem, v bistvu tle, vidim, je pa 62% je naraslo število tistih, ki delajo v bistvu na področju nepremičnin. Ja, vse to. Mislim, to je pa tako, da bi zdaj demo vse preprodajati samo, v bistvu. Ne bi mi nič več delali, ampak bi samo še premetavali v bistvu tele stvari. Pa ne samo to, tudi inženiring, tam nekje dol, ne bom zdaj številke najdel, da je na področju inženiringa pa arhitekturni dejavnosti to ful raste. Zdaj prav ti poklici v tej dejavnosti, ki je pa dejansko dela z rokami, to pa nič kaj, In ne vem, se tule vidim. Pač obseg izvedenih del, to zdaj ful težko prevajam iz angleščine, ker ta dokument je v angleščini, Pa še to ni v angleščini, to je komisija oziroma angleščina Evropske komisije, Ja, to je ta Brussels English. Ja, tako. Ja, v glavnem to so take številke, 60% raste, 15% obseg gradbenih del zrastel med 2020. Mislim, res ogromne neke cifre,
Ampak, no, glavnem, ti zdaj končam, no, kaj sem hotel reči. 20% več je poslovnih subjektov, ki se ukvarjajo z gradbeništvom, ne? Ampak to je tako, ne? Če propade eno podjetje tipa Primorja, ne? To lahko nastane, namesto tega enega podjetja lahko nastane, ne vem, 200 drugih, pa še vse ne bodo zaposlovali toliko ljudi, kot je eno Primorje, recimo, ne? Ja, ampak v bistvu še eno stvar bi sam dodal, pa prosti, ko sem te prekinil, v bistvu, tam je en podatek, ki me je pa res zaskrbel. In to je, da je number of self-employed workers, skratka, tisti, ki so samo zaposleni, SPL po domače, ne, je 71%. No, plus, ja, sej, to je to plus. To so vsi tisti, ki so razpadali v bistvu na prav-faktore. Ja, no in zdaj, če tako povem, da že takrat, kdaj sem jaz to doktorsko delal, 2010, v bistvu to pa je bilo 2009, 2008, ne, že takrat je bilo v Evropski uniji, mislim, da več kot 85% je bilo teh zaposlenih od 0 do 9 ali nekaj tak, zdaj nimam številko v glavi, ne me prosim držati te številke, ampak tak neka ogromen delež je bil teh malih podjetij, ne. Zdaj je pa še več, ne, in zdaj, kaj to vse za sabo prinese, to je pa, mislim, kaj za sabo prinese. Ta mikro pa majhna podjetja ne morejo vzdrževati toliko IT infrastrukture, ne morejo toliko vlagati v programsko opremo, ne morejo toliko slediti novostim na področju razvoja programske opreme za gradbeništvo. In to vse prinese za sabo, jaz to gledam vse stališče digitalizacije, ne, ali pa izmenjave podatkov, ali pa kakorkoli, no. In to mi je tako res neverjetno, no, še več jih imamo. Tako da, no, se je potem pa tisto, kar si mi ti upozoril, ti stavek, ne, ki je pa čisto logična posledica. In to je v takem povzetka, ne, v bistvu pravijo zaključek je en izmed teh, da v bistvu, da Slovenija ima velik izziv pred sabo, ne, na področju digitalnih znanja, ne, in prenosa teh digitalnih stvari v samo prakso. Digitalnih veščin, pač, da v gradbeništvu, slovenskem gradbeništvu je pač so, ko oni rečejo, lower digital skills, pač zelo slabe so te digitalne veščine, ne, pri zaposlenih in tudi v poslovnem okolju niso dovolj dobro integrirane, ne. In potem je zaključek, however, ne, kljub temu, ne, se pa izboljšuje. Ja, sej, ne, v redu. Ja, ta je taka, v bistvu, no, vse bo v redu, no. Vse bo v redu, ja. Ampak tako, no, mislim, potem je pa cel dokument, ko napiše, ja, ok, sej za širše gradbeništvo ni pa nič slabega se ne predvideva, zato ker bo slovenski, kaj je ta housing fund, kaj je to stanovanjski sklad, ja. Stanovanjski sklad bo zgradil 2000 novih stanovanj za oddajo do konca leta 2020, pa ne vem, če so jih. A so jih? Ne vem. Ja, gradijo se, ne, v bistvu tam. No, gradijo se, ne vem pa, če so že končane, ker je že 2021, pa da še dodatnih 10 000 do konca 2050. Zdaj ta 2050 je čisto sen, če bi rekel tudi 2100, ker do takrat pač ne vemo, kaj se bo dogajalo, ne. Pa zagotovo ena taka investicija ne bo rešila gradbeništva, ne. No, potem pa omenjajo še pač to drugi tir Divača Koper, pa Karavanke, pa še tu v bližini mene, ne, ta nadgradnja železniške proge Zidani Most Celje, to so že naredili, tako da ne vem, zakaj to omenjam tukaj. Pa Maribor Šentilj, tudi vem, da se dela pragersko vozlišče, pa še nekaj tam Ljubljana kraj Jesenice, ampak to vse ni neki, no. Mislim, nikjer ni pomenjena ta tretja razvojna os, pa kaj je zdaj, Šentrupert, Velenje, pa zdaj bi se ne še delali dol proti Posavju, ne vem. Pač, se pravim, tak dokument je tako, no, mislim, vse je fajn zbran na enem mestu, ampak tudi se mi zdi malo političen, no. Ne, pa sej to ni nič drugače za pričakovati v bistvu enega takšnega dokumenta, kjer pač so inputi, ki pridejo od Slovenije, drugi se nebrž nekako skozi neke druge kazalce ustvarja in potem pač en takle dokument nastane, ker veš, v bistvu to je dokument je kar pač relativno obsežen, nema 30 plus strani. Ja, pa same številke. Ja, tako da to moraš res pazljivo pa počas brati, ne. Ja, no, mislim, jaz bi se sam ustavil, kaj mi je bilo res zanimivo, no, so bile te ključni izzivi pa ovire za slovenski gradbeni sektor. In je bilo tako,
eno mi je ful dober termin, moram ga povedati, ker v angleščini je originalno, company deaths. Se pravi, Ja, dobro se je. Smrt, kaj se to, firmam, smrt podjetjem. No, v glavnem, to mi je bilo ful zanimivo, da je pač število podjetij, ki se je zaprlo, ne, je od leta 2010 do 2017, podatke za 2017 je padlo za 65%. To je tako, ok, ne, v redu, jaz sem se mislil, da je manj podjetij propada, ne. Ampak kar me zanima, so pa tako absolutne številke, ne, tako 2010 jih je propadlo 2700 skoraj, ne, 2017 pa 950. Meni se to zdi še vedno ful veliko, če sem čisto pošten. Ne vem pa, kako je to po drugih državah. No. Mislim, obenem, ne, je pa število podjetij, ki so nastala, ne, je pa padlo v bistvu, mislim, ne vem, koliko ne zdaj to rečem, ampak leta 2010 je nastalo 2200 novih podjetij, ne, leta 2017 pa 1500. Tako da, ne vem, ful velikih nastaja, ful velikih propada, ne vem pa, koliko je to v redu sa stališča prenosa znanja, pa nadgradnje znanja, pa tak naprej. No. Mislim, da ni v redu, ni neke stalnosti, no, bom tako rekel. Tudi tole, ko se malo pogovarjam s kolegi, pa sosedi, pa tudi znotraj fakultete, pa tak naprej, zdaj je ogromna težava, da dobiš nekoga, da ti bo nekaj naredil, ne. Pa v enem so se cene ful zvišale. Ne vem, kako dolgo bo to trajalo, ampak ne vem. No, v glavnem, med temi izzivi pa ovirami, ne, pa so še tam neki z kreditiranjem, pa zamudami pri plačilih, ok, s tem se ne bomo, to je že zelo dolg ta problem, ne. No, pa je pa ena, čas in cena pridobivanja gradbenih dovoljenj, pa licenc, ne, to mi je ful zanimivo, ne. To je eden izmed problemov. No, in potem je tisto, kar direktno na nas odpade, ne, in to je pomanjkanje delovne sile. To mi je ful hud podatek, da v primerjavi z 2010 se je število potreb po gradbenem kadru poveča za 413%. Tako da to je pa, no, če kakšen bodoči ali pa potencialni študent posluša, evo, to je to. To so številke. Kam se splača študirati. To so številke, to niso si mi dozmislili, to je prišli iz Evropske komisije. Tako da. No, potem je pa še nekaj z materiali, pa klimatskimi zadevami, pa tak naprej. Ne vem, no. Jaz bom tako rekel, večina tega ni nič novega, ne. Me veseli, da smo prišli spet do tega, da so naši študenti zaposljivi. Mislim, da sem tudi na tem podcastu že večkrat povedal, da ko sem jaz študiral, potem, ko sem ostal na fakulteti, so me dnevno klicali sošolci, bivši sošolci in me sprašvali, če je kak študent, da bi ga lahko zaposlili, ne. In ti časi se zdaj vračajo. Kar mi je zelo všeč je to, da se tudi vrača štipendiranje, zdaj se celo že štipendije ponujajo, ne. Kar je na dolgi rok odlično. Bo pa treba najverjetneje nekaj narediti na tej stabilnosti gradbenega sektorja, ker takrat, ko je recimo en SCT zaprl vrata ali pa Primorje, takrat se je nažalost izgubil toliko enega znanja, ne, da smo padli 10 let nazaj, po mojem. Mislim, to v izvedbenem delu gradbeništva, pa tudi v projektivi. No in ravno ko to omenjaš, ne, v bistvu tlele gledam en podatek oziroma naslov Innovation in Construction Sector. No in je en tak lep graf, ne, kakšna je poraba, koliko milijonov evrov na leto v sami gradnji, v nepremičninskem sektorju ali pa v bistvu znanstveno-tehničnem aktivnostih. Ne? In je praktično v tem izvedenem sektorju gradbeništva praktično nič se ne vlaga v razvoj. Nula, ja. Edino, kar se vlaga, so pač znanstveno, to, kar pač imamo na fakultetah, raziskovalnih organizacijah, vse ostalo je pa praktično nič in to na dolgi rok to pač ne gre tako. Ne, ker imela ste tako SCT kot Primorje, ste imela prav svoj raziskovalni oddelek, ne. Ste imeli ljudi zaposlene, ki so se ukvarjali z razvojem, ne. In tole je res ta graf je katastrofa. Točno, ker je graf gorišče tam na strani 19. Ja. No, ampak v bistvu mogoče je to dobra istočnica zato, ker imamo naprej napovedan, ne? In to je tisle Building Smart. Zato je, ker
prva ugotovitev, ki bi jaz hotel o tem reči, ker trenutno Building Smart, ki je v Švici poteka, oziroma pač to tako nadaljava Zoom, kjer ne veš točen, kje smo, ne? Ampak mislim, da Švicari organizirajo to, ne? Če se ne motim. Mislim, da ne bom zdaj trdil. No, kakorkoli že, ne? Ampak tista prva spoznanje, ko gledaš program, je to, da pač, ok, Building Smart je namenjen firmam. Je namenjen praksi. Točno to. In tam ne vidiš enega predavatelja z katerekoli priznane Evropske univerze, ki bi definitivno imel kaj zapovedati. Ampak ne, tisti je pač to, kar te firme delajo in raziskujejo in vlagajo v nek razvoj in potem se pač pride na Building Smart hvaliti. Bolj ali manj, no, če sem zdaj malo tako grdo rekel lahko, ne. Ja, mislim, kar je mene presenetilo, zdaj ta Building Smart Summit, to traja 14 dni in to bo trajalo še do konca marca praktično, ne? Oziroma skoraj do konca marca. In jaz sem poslušal kar par teh okroglih miz, pa to, kar so predstavljali v bistvu aktivnosti na določenih področjih, ne? In kar je meni zanimivo, se pojavi kdo iz kakšne univerze zraven, ne? Ampak to so običajno kakšni doktorski študenti ali pa kaj, ki v imenu neke delovne skupine poročajo, ampak drugače so pa sami predstavniki podjetij, pa Siemens, pa AKA, pa ne vem, ogromno teh iz vseh podjetij, ne, iz fakultet pa praktično ni govorcev, no. In mislim, pa tudi take imajo nazive, ne vem, Beam Researcher, pa ne vem, res se vlaga tudi v razvoj. Pri nas pa vem, da se na nekaterih podjetjih vlaga, tudi vem, da kolegi sodelujejo v teh delovnih skupinah tudi znotraj Building Smarta, ne? Ampak to je vedno poleg njihovega dela. Se pravi, najprej je treba 8 ur pač, ne, delati, kar bi itak moral delati vsak dan, pa še mogoče tisti 2 uri dodatno še za take aktivnosti, no. In ne vem, na dolgi rok ne vem, če je to prava smer, no. Ne vidim, da bi se kaj veliko vlagali. Ne vem, lahko, da se motim, zdaj, če se motim, pošljite mail, pa se pritožite, ampak kolikor jaz vem, je tega precej manj, kot je bilo 2010, no, bom tako rekel. Dobro, vse tako, kot si rekel, se dogaja stvari, ne, pa mislim, da v določenih firmah pač obstajajo neki razvoj in tako naprej, ne. Ampak tako globalno gledano, ne, pa ravno zaradi tega, ker ni tako velikih, kot so bili včasih omenjena, ne vem, SCT, pa Primorje, pa Gradis, pa ne vem kaj še vse, ne. Kjer so v bistvu pač to bilo razvojni centri v bistvu za njih same in za celo gradbeno industrijo v bistvu Sloveniji in tudi takrat jasno za celo jugo. No, pa se poleg naštetih še Vegrad, pa CMC, pa Nove mesto je bilo, pa mislim vse povsod, no. No ja, lej, ampak lej, ko si bil bolj priden spet kot jaz, to moram spremeniti se, pa malo več pogledati naprej, ne. Daj povej, kaj izstopa tasnega, kar si poslušal na temule Building Smartu do zdaj. Zdaj je en teden, mislim, da je teden ni tole poteka, no. Ja, zdaj drugi teden tega, ta teden še poteka, no. Mislim tako, jaz moram reči, da sem lovil tele seje, no, tele predstavitve vmes med svojim pedagoškim delom, ki ga je ta semester ful velik, tako da nisem bil povsod, nekaj si ti gledal na začetku, pa sem bolj jaz. Ne vem, no, mislim, vidim, da se ful dogaja, vidim, da se res ful dogaja, vidim, da so ene firme ful aktivne. Zdaj, kot vedno je tako, da marsikdo izkoristi to predstavitev v bistvu kot reklama za nekaj, kar ponuja, temu se pač ne moreš izogniti, vsaj na začetku, ne. Ampak tisto, kar je pa bolj okroglih miz pa predstavitev aktivnosti znotraj posameznih delovnih skupin, je bilo pa tako kar na nivoju, no. Jaz ne vem, to bolj služi, kot se meni zdi, to bolj služi kot predstavitvi aktivnosti, kot pa neki resni diskusiji. Tudi platforma neke resne diskusije sploh ne ponuja, edino, kar je možno zastaviti vprašanja in to se itak potem zgubi v prevodu, ne, če v bistvu so predstavitve. Najprej so predstavitve pa 10 minut za diskusijo in to nikoli ni tako, kot bi moralo biti, ne. Da ne govorim o tem, da so tudi pač tehnične težave pa tako naprej. Tako da jaz bi rekel, no, se premika, ne vem, kaj bo od tega. Jaz sem zdaj bolj pod vtisom tega, kar sem ta teden videl včeraj, no.
in sicer so predstavili ta IFC Bridge, pa IFC Rail, pa ne vem, Railway, pa ne vem, kaj vse ima, IFC Ship, ali kaj so že, no, za razne te infrastrukturne stvari. Se dogaja, pač zelo veliko enih grafov, zelo veliko tega, kak bi morali biti, pa kak bi ne delali, pa kar sem si zapomnil, je, da pač delajo posamezne unit teste, da bi končno zagotovili, da bi programska oprema na pravilen način zapisovala te IFC-je, pa jih potem brala, ne. Kaj bo pa na koncu, pa ne vem, bomo videli, no. Pa še ena ugotovitev je, da je ogromno Slovencev po tujini, to bom rekel, mislim, da se na 4 videl med temi, ki so predstavljali delo, no. In to ne v imenu slovenskih podjetij ali pa univerz. Tako da nas je nekaj, no, tudi po teh delovnih skupinah. No, spomnim se še nekaj, no, kar je v tistem prvem tednu me tudi kar malo zabavali, in to je, da bo spet zelo veliko debate o Digital Twin, o teh digitalnih dvojčkih. Zdi se mi, da to zdaj, ta Digital Twin je zdaj en BIM pred 5 leti, ne, ko se noben ne more točno zmeniti, kaj to je za koga, ne. In ne vem, če nisem videl 5-10 prezentacij, ko so vsi ta Digital Twin omenjali, in za Siemens je to nekaj drugo kot za neko izvajalsko podjetje, ne. Noben pa točno ne ve, kaj bi s tem počel. Vsaj tak je bil moj občutek, no. Tako da se pravim, kaj naj rečem, no. Pa so pa še take zanimive izjave, sem si jih nekaj časa pisal, no. Sem še Matevžu utrujil s tem sproti. Tako da, recimo ena pa taka, ne, da samo 1% vseh podatkov, ki so na voljo, potem jih gradbene firme uporabijo, ne. To je bilo meni tak, kako? Še enkrat, to sem skoraj preslišal. Ja, da samo, lahko ti povem v originalu, only 1% of available data is accessed by construction companies. Se pravi, da te gradbene podjetja dostopajo samo do 1% vseh podatkov, ki so jim na voljo. To je meni tak, ne vem, vir bi ne bil pa nek Gartner report, zdaj tisti, ki mogoče poznate Gartner, je zelo znan po teh poročilih, ki jih v svojem imenu ali pa v imenu naročnikov potem objavlja. Tako da, če je to res, ne vem, kaj počnemo. Ne, bomo rekli, če je pol res, ne. No, ali pa recimo še ena na temo teh digitalnih dvojčkov, ne, da digitalni dvojčki pomagajo oblikovati fizični svet. Ok, to je taka splošna izjava, ko bi se lahko strinjal, ne. Potem je bilo pa takoj zatem pa izjava, ne, da njihov namen je, da bi pomagali ljudem pri odločanju, da bojo naredili, pač, da bojo sprejeli bolj informirane odločitve. Pa je bila pa še ena, no, tudi na eni predstavitvi, je bila ful huda, ne, ko je bilo tako 3 točke, ne. Prvo, digitalno je tukaj, digitalno je super, potrebujemo jezik, ki ga vsi govorimo. To je pa 3. točka. Ja, itak, ne, ampak mislim, v tej 3. točki pa ni omenil IFC-ja, ne, pač nek jezik, da se bomo lahko pogovarjali med sabo. Ja, super. No, pa še nekaj, kar sem tudi tako z 100 klicaj opremo, ne. Na enem slajdu je pisal, construction is not ready for digital. Kje smo, mislim, kje smo, ne? Tako da, se pravim, res hudo, no. Pa še ena je bila, da kaj je BIM, da BIM je transition from human readable documents to machine readable data, ne. Ok, ampak to je tudi XML, če smo čisto pošteni, ne. Tako da, če BIM samo to, v redu, ne, ok, neki strukturirani podatki. No, pa so pa eni Italijani, pa mislim, da so AKA software ali nekaj takega, ja. ki imajo, mislim, da je AKA, da so Italijani. ACCA, ja. Ja, no, ki imajo nek online sistem, pač nek CDE, kakorkoli, ampak kar je bilo pa hudo, je bilo pa nekaj, kar so se z Matevžem za nek projekt ukvarjala lansko leto, ne. V bistvu so na blockchain spravili. Res je. So spravili na blockchain ta BIM, ne, ampak to je tako, mislim, vsi govorijo o blockchainu pa gradbeništvu, ampak jaz res ne vidim nobene prednosti v tem, ker jaz ne vem, kdo bi to želel plačati. Oni so to dejansko spravili, mislim, da v Bitcoin blockchain, kar je transakcija nenormalno draga, ne, in kdo bo to zdaj gor shranjeval, da bo dokazoval za nazaj, ne vem, no, tako, ok. Nekaj, o čemer smo mi govorili že pred leti, nekdo zdaj naredil, ne, ampak smiselnosti tega početja pa še vedno ne vidim. Ja, v bistvu jaz sem tele AKA sem šel prav gledati, zaradi tega, ker so pa
nekaj drugega, nekje sem zasledil, nek IFC server, v bistvu njihov, skratka nek IFC server so naredili in pol pač na njihovi spletni strani, ja, pa priješ vsega do tega blockchaina, pa ne vem, CD-jev in ne vem kaj še vse, skratka neki orang so naredili, saj pač tam je zelo lično predstavljeno, ne? Tako da, ja, ne vem, s temi blockchaini je v bistvu zanimivo, ne? Ja, ampak jaz res ne vidim, ja, to je to, ja. Asbeam CDE, pa moja pa se Asbeam Viewer, pa Asbeam Clash, pa tak naprej, no. Se pravi, kar impresivno, ampak še vedno pa v bistvu ne vidim, vsaj trenutno ne, no, pa vsaj pri trenutnih cenah jaz ne vidim pač neke smiselne implementacije. Tole traja še en slab teden, ne? Mislim, da je do konca tega. Tako da jaz ne vem, a bojo tele stvari pol tudi kaj tako prosto dostopne. Ampak lahko pa najbrž že rečeva, če ne drugega probali kontaktirati kakšnega, recimo slovenskega gosta, ki je imel priložnost predstaviti nam Building Smart. Ene par sva jih nekako identificirala, samo pač kontaktirati jih je treba pa videti. No, nekaj sva že, ampak še nima časa, ampak bojo pa so obljubili, da se oglasijo, tako da bomo poskušali izvedeti iz prve roke, kakšne so kaj aktivnosti, tudi znotraj Building Smarta, globoko v Building Smartu. Ja, ampak v bistvu me pa jaz ne vem, kaj je to, kjera časovna enota, časovni pas je CDT. Ne vem, ne vem, kaj je CDT. CDT? Moram prav, daj pogugli zraven. Ker danes se je začelo ob 3:30 AM CDT. Central Time. Ja, pa jade. Central Daylight Time je 5 ur za UTC. Se pravi, to je pol... Aha, Central Time Zone, to je severnoameriški. Ja, tako, ja. Ja, tako. V redu. Tako da se vidi, kam cilja Building Smart. Ja, mogoče res, ampak danes, koliko je to pol? Ob 8 CDT, koliko je to pol pri nas? 8+5, ob enih. Ne bom mogel. Imajo dober technical room session je dober danes. In to je? Govorijo pa IFC JSON, OpenCDE, BCF, IFC GIS, pa neki technical services. No, k sreče potem to za nazaj dostopno. To sem jaz pogledal, ker tudi takrat nimam. No. To je svetljen čas. Ta se zdi zanimiva, no? No, ampak hotel sem reči, to bo pa, če ne drugega, bo pa poročala naslednji teden. Oziroma naslednjič, ko bomo imeli BIM pogovore. To v 14 dni, ne? Bo do takrat malo pregledali nazaj, mogoče bolj vsebinsko poročali, kaj se na Building Smartu letos dogajali. To je to za danes, ne? Sva krajša, kot sicer, takrat, ko sva sama, da reč zmeraj eno uro skoraj traja. To je tako za krajše vožnje z avtom. Skratka, če imate kakšen predlog, česa se je treba dotakati na BIM pogovorih, oziroma imate predlog za gosta, ali pa bi bili zelo sami radi gost, pošljite mail. Se bomo dogovorili, če so vsebine ta prave, bomo najbrž na koncu zadovoljni. Tako da najbolj pa da na info@bimpogovori.si zadevo pošljete, dobila oba dva, tako da če Mateo spregleda, bo po Robi odgovoril. To je vse za danes, ne? Ajde, Robi, adijo.